Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Prisluhnite danes pravljici z naslovom Hektor in Leopoldina. Mesto, v katerem je živel Hektor, je bilo povsem običajno mesto in Hektor je bil povsem običajen meščan. Vsak dan je zgodaj vstal. Ko je odhajal na delo ali se vračal z njega, ga je pričakala velika gneča, zaradi katere je izgubljal debele ure. Delal je v tovarni sira. To je bila tovarna najboljšega sira v mestu. Delal je marljivo in dobro. Vsak večer se je izčrpan vračal v svoje malo, pusto stanovanje. Zaradi mestnega hrupa dolgo ni mogel zaspati in nikakor se ni mogel dobro spočiti. Po večerni kopeli je običajno lahko zaspal, a tudi ta navada iz otroštva mu ni vedno pomagala. Skozi okno je pogosto opazoval svoje mesto. V njem je živelo toliko miši, on pa je bil tako osamljen. Deloma zaradi napornega dela, nekoliko zaradi nespečnosti, malo pa tudi zaradi samote se je začel zavedati, kako nezadovoljen je s svojim življenjem. Nekoč je dolgo v noč razmišljal. Preden je izčrpen zaspal, je pomislil: pa saj sploh nisem srečen, nekaj moram ukreniti. Prepričan v svojo odločitev je naslednji dan odpovedal stanovanje in zapustil službo. Pospravil je svoje stvari in odšel iz mesta. To je bila pogumna odločitev. Med vožnjo je naletel na majhno mesto, v katerem so mu vsi mahali in ga pozdravljali. Zazdelo se mu je, da bi v njem lahko začel novo življenje. S privarčevanim denarjem si je kupil hišo. Samo službo moram še poiskati, je pomislil. Preplavila sta ga sreča in veselje. Naslednji dan se je takoj odpravil iskat novo službo. V bližini svojega novega doma je našel malo sirarno. Dober dan, je pozdravil lastnico. Sem Hektor in iščem službo. Dober dan, sem Leopoldina in imam službo za nekoga, ki je vešč v izdelovanju sirov. Našli ste ga! Dolgo sem delal v mestni tovarni sira, pravi strokovnjak za sire sem, je odgovoril Hektor. Potem je pa služba vaša, je odgovorila Leopoldina. Hektor ni več izgubljal časa z vožnjo na delo ali z njega. Imel je veliko več časa zase in nove prijatelje. Spal je trdno in se zbujal spočit. Bil je vse bolj zadovoljen. Še posebej zadovoljen je bil v službi. Leopoldina je bila vesela in nasmejana, prijazna in pozorna. Ob njej je tudi sam postal tak. Dogovarjala sta se, kaj je potrebno postoriti, da bi bili siri še boljši. Dnevi so hitro minevali, siri, ki sta jih skupaj izdelovala, so daleč naokoli postali znani kot siri Leopoldine in Hektorja. Hektorjeva pomoč je dobro dela tudi Leopoldini, saj je imela več časa zase. S Hektorjem se je začela družiti tudi izven službe, postala sta nerazdružljiva. Sploh jo ni motilo, da sta bila ves čas skupaj. Vsi so poznali Leopoldino in Hektorja. Vsi so poznali njune sire in druge mlečne izdelke. Vsi so vedeli, da se imata rada. Vsi, razen Hektorja. Neke noči, ko sta ležala na travi in gledala zvezdno nebo, je Hektor naenkrat dojel, kako rad ima Leopoldino. Bi se poročila z mano? Jo je vprašal. Mislila sem, da me ne boš nikoli vprašal, je vsa srečno odgovorila Leopoldina. Seveda se bom poročila s tabo, Hektorček moj. In tako je nekoč žalosten in osamljen Hektor postal najsrečnejši in najbolj vesel mišek na svetu.